Lepo pozdravljeni v novi oddaji. Danes se pa nahajava v mojem domačem okolju in sicer v Prekmurju, natančneje v Odrancih. Če sem si prav zapomnila, bi mogla reči, gnes se pa nahajava v Prekmurju. Bravo, Kaja, super si se pripravila za današnje snemanje. Ja, pa sem se res. Tokrat sva si prišli pogledat cerkev Svete Trojice, ki nas je navdušila zaradi njene nenavadne arhitekture. Ima kar 2 kupoli in 3 zvonike. Za več zanimivosti pa bova povprašali tukajšnjega župnika Lojza Kozarja. Lepo pozdravljeni, sem Lojza Kozar, župnik v župniji Odranci. Že malo več kot 30 let in v tej župniji je biti lepo, ker je cerkev lepa, bogata, je pa preteklost bila precej težka. Ko so gradili to cerkev leta 1964, so začeli, se potem zgodila huda nesreča. Med samo gradnjo se je porušila kupola in je v tej nesreči umrlo 8 ljudi. Tukajšnjih domačinov, 6 moških, 1 ženska in 1 3 leta star otrok. V spomin na teh 8 ljudi, teh 8 duhovnih stebrov naše župnije, je 8 stebrov oziroma 8 spominskih plošč na stebrih in teh ljudi se tudi sicer pogosto spominjamo. Spominjamo pa se tudi tukajšnjega prvega župnika, graditelja te cerkve, ki pa je nekako osrednji steber te cerkve, te župnije, to je zdaj božji služabnik Alojzij Kozar, župnik, pisatelj, kulturni delavec in vsestranski dobrotnik ljudi tukaj v Prekmurju in tudi po Sloveniji. Vaš stric in prvi župnik, zdaj božji služabnik Lojze Kozar, je napisal tudi knjigo. O čem je pisal? Ja, pisal je kar veliko knjig, torej povesti je 12, pa še veliko krajših zapisov. Pisal je vse mogoče, predvsem to, kar je doživel, kar je v svojem življenju spoznal lepega, dobrega. Torej o otrocih je veliko pisal, o njihovem življenju, predvsem o težkem življenju otrok, pa seveda tudi o Odrancih, o prizadevanju za gradnjo te cerkve, o svojem zaporu, kjer je bil na prisilnem počitku zaradi gradnje te cerkve. To je knjiga Neuničljivo upanje, potem pa še razne druge stvari, ki jih lahko postavimo v določen kraj, nekatere pa so tako splošne, da se lahko kjerkoli dogajajo, kot na primer Premakljivi svečnik, o 2 duhovnikih, o enem, ki je dobro, lepo opravljal svoje poslanstvo, o drugem pa, ki je svoj poklic kmalu po začetku tudi opustil in živel pač po svoje. Torej veliko tem je izbiral v krajših zapisih, ravno tako o ljudeh, o njihovem življenju, o vrednotah, ki so vedno žive, pomembne in jih je vredno zanje truditi. Slišali sva tudi, da imate Kozarjevo pot. Kakšna pot to sploh je in kje poteka? To pot smo nekako uredili, oziroma ni še dokončno urejena, pred dobrimi 10 leti, ob 100-letnici njegovega rojstva. Povezuje pa kraje, ki so povezani z njegovim življenjem. To se pravi Martinje kot kraj njegovega rojstva in pa Gorenji Senik, to je danes na Madžarskem v Porabiju, kjer je bil krščen. Potem ta pot povezuje cerkev Svete Ane v Boreči, kjer je imel novo mašo, pa župnijsko cerkev v Gornjih Petrovcih ali pri Nedeli. Potem pa so v bistvu priključene na to pot še druge postaje, Odranci, kjer je bil dolgo leta župnik, Polana, torej Velika Polana, kjer je bil po vojni nekaj mesecev župnik, pa Turnišče, kjer je bil kaplan,
V bistvu pa še druge, tudi kaplanske postaje, čeprav tam ni kakšnih posebnih oznak, je samo opisana ta pot, ki vodi po njegovih postajah. Pa še na Madžarsko bi tudi morali iti v Krment in Hosu Perestek, kamor je bil med drugo svetovno vojno v bistvu pregnan in je tam preživel tista 4 težka vojna leta. Slišali so tudi za Kozarjeve dneve, Kozarjevo uro, Kozarjev list. Kaj so ti dogodki? Kaj se dogaja? Ja, to je vse v bistvu nastalo takrat ob 100-letnici njegovega rojstva. Kozarjevi dnevi so pa v bistvu potekali vse od leta njegove smrti, torej od leta 1999. Kulturno društvo Osem src je v povezavi z župnijo začelo kulturne prireditve. To so bili orgelski koncerti, pevski nastopi, literarni večeri, ko so posamezniki ali skupine predstavljali njegovo kulturno dejavnost. In ta dejavnost ali ti dogodki, Kozarjevi dnevi, še vedno potekajo. Kozarjeva ura ali prva Kozarjeva ura se je pa začela v bistvu po začetku postopka za njegovo beatifikacijo. To je enkrat mesečno molitvena ura, ko molimo za njegovo beatifikacijo in za beatifikacijo drugih slovenskih svetniških kandidatov. Tako se pa imenuje zaradi tega, ker je bil Kozar v mlajših letih tudi urar. Popravljal je stenske ure, pa druge ure, predvsem v tistih letih, ko ni smel poučevati veruka, ko mu oblast tega ni dovolila. Je pa bila vsak dan njegova prva ura posvečena Bogu, molitvi, sveti maši. Zato smo to uro molitve tudi poimenovali prva Kozarjeva ura, da bi naj tudi vsaka ura v našem času, v našem dnevu bila posvečena Bogu. Če ne cela ura, pa vsaj nekaj minut. Pa še Kozarjevi list. Ja, to pa je mesečnik, ki izhaja od leta 2016 in prinaša misli iz njegovih zapisov, pridig, dogodke opisuje, ki so se zgodili oziroma napoveduje dogodke. To je tak čisto majhen list A5 in ga dobijo vse družine tukaj v Odrancih, pa tudi drugi, ki želijo, ki ga lahko naročijo, ali pa na spletni strani je tudi potem objavljeno, da se lahko tam vsak pogleda. Tako da to so imena, dogodki, ki so povezani z Kozarjem, božjim služabnikom, tukajšnjim prvim župnikom, in tako on živi z nami, mi pa z njim. Na spletni strani sva prebrali, da naj bi Odrančan prehitel Krištofa Kolumba pri odkritju Amerike in da naj bi bil tudi prvi na Luni. A to drži? Gotovo drži. Nisem pa bil zraven, da bi to videl, ampak so mi drugi pripovedovali. Tako pač te anekdote govorijo o tem, imajo pa resničen temelj. Odrančani so bili že nekoč zelo podjetni ljudje, so se preživljali z prodajo ajdove in prosene kaše. Vse tja do Maribora, Celja, Zagreba in še druge kraje so hodili prodajati to kašo in tudi sicer so šli po svetu za zaslužkom, ko doma ni bilo možnosti za preživetje, so iskali delo povsod in tako je pač nastala tudi ta anekdota, da bi naj Kolumba prehitel Odrančan, pa celo Amerikance, ko so šli na Luno, da je tam že imel štand, pa je prodajal to kašo. Verjetno pa še kje druge bi ga tudi našli. Kako pa se počutite kot njegov naslednik? Kako se počutite v vlogi župnika?
je lepo, pa vendar tudi težko. Ko prideš za nekom, ki je velik, ki je res nekaj dobrega storil, ne malo, ampak veliko dobrega storil, oblikoval novo župnijo, zgradil leseno cerkev, zgradil to sedanjo cerkev, župnišče, predvsem pa na duhovnem področju toliko storil, napisal veliko, vodil pevske zbore, sodeloval v raznih škofijskih, medškofijskih odborih, delal tam, je res težko to peljati naprej, to itak ni mogoče, ampak nekako vsaj slediti temu zgledu, temu duhovnemu stebru, ampak zavedam se, da nisem sam. Bil je z menoj v bistvu vse življenje, ker sem tu stanoval kot gimnazijec pri njem, potem sem bil tukaj skoraj 10 let župnik, on pa v pokoju in zdaj še vedno čutim, da je z menoj, da me podpira. Zato vztrajam, pa se trudim, pa delam, itak pa zgoraj ocenjujejo to moje delo in bodo tam potem rekli, če je bilo dobro ali pa bo treba v vicah kaj popraviti. Najlepša hvala za prijeten pogovor. Ja, hvala tudi vama, pa vse dobro naprej. Hvala. Hvala.